Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. BTC na frekvenci. SMC Mira Cerarja najbolje spremlja in oddaja frekvence tovariškega kapitala, še posebej BTC Jožeta Mermala. Kdo pravi, da Boris Koprivnikar ni strokovnjak? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Domanko gre na zmago. Igor Domanko, kandidat za župana Maribora, ki se spušča v bitko s Fištravcem in Kanglerjem. Dober večer, Aljuš. Dobro večer, ja, Igor, ampak še malo časa rabimo, da napovemo današnjo temo, ampak zdaj lahko pa tudi kar začnemo. Pozdravljam v studiu Božidarja Novaka, našega stalnega komentatorja, in Igorja Domanka, kandidata za župana Maribora. Tisto, kar sem hotel še povedati, je pa sledeče. Dolgo časa je kazalo, da bo pač samo to dvoboj za župansko kandidaturo v Mariboru med Fištravcem in Kanglerjem. No, evo, zdaj pa vidimo, se je pojavil tudi en resen tretji kandidat. Zdaj, preden gremo k današnji temi, gledalke in gledalci, bi vas še enkrat spomnil, da lahko v oddaji tudi v živo twitate, tako da zelo veseli bomo vaših tweetov, če jih označite s hashtagom Faktor oziroma ključnikom, potem jih bomo tudi objavili v oddaji. Igor, najprej vprašanje zate, zakaj si se ti v bistvu odločil za kandidaturo? Ja, najprej bi rad rekel dobro večer tudi Božotu in pa vsem Mariborčankam in Mariborčanom. Zdaj, jaz sem Mariborčan, ki ima to mesto izredno rad, in glede na stanje, ki je v Mariboru, sem enostavno rekel, dovolj imam tega, treba je stopiti iz druge vrste v prvo vrsto in iti v ta boj. Ok, no to se mi zdi kar tak prepričljiv odgovor. Božo, Igor zase pravi, da je strokovnjak za uničevanje golazni in družinski človek. So to prave kvalitete za župana Maribora? Ja, med ostalim tudi ni narobe, jaz ga poznam tako kot obraz z ulice, ampak glej, vsak, ki bi želel biti dober župan, mora biti in strateško in operativno naravnan. To v zadnjih 3 mandatih ni bilo nikogar, prej ne bom našteval. In zakaj ne? A veš, ker kaj to pomeni strateško in operativno? 5 milijard je na razpolago kohezijskega denarja v tekoči perspektivi. In ti župan, ki ne bo imel vizije, kaj z mestom, a ne samo mestom do meje, z regijo, ker nimamo pokrajin, kaj mislim, od Slovenj Gradca do Ptuja, tis ne bo mogel črpati nobenih sredstev kohezijskih. In ta župan bo moral biti tist, ko bo šel, ne vem, do župana Ptuja, pa se zmeni, kaj bomo z vodovodom, ne pa da ne vem, če je šel kdaj na kaos, kater župan v zadnjih 8 letih. In skratka, operativno pa to, a veš, da ne bo trg Leona Štuklja, ki je po moje najlepših urbanih centrov, davčno okoli zapacan z odstanki od žvečilnih. To moramo priznati, ko je bil Kangler župan, je bilo to čisto. A veš, zdaj, ko razlagamo zakon o Pohorju, ki ga na društvu Pobuda za Pohorje obravnavamo, vsi mislijo, da smo z Lune padli, ampak ne vedo, da Ljubljana bo pristala na nek denar, ki bo prišel ali z enega ali z drugega proračuna, če bomo pritisnili, če bomo pritisnili na odločevalce, če bomo vedeli, kaj početi z svojo vizijo. Tega jaz ne vidim. Ne vem, koliko, a veš, tako bom se rekel, ne vem, koliko telefonskih številk ima en Fištravec od ključnih 10 odločevalcev v svojem telefonu. Ja, zdaj z premijerjem Cerarjem se mu ni uspelo stati. Ampak predlagam, Igor, Božo, preden gremo naprej, da si pogledamo eno izjavo Franca Kanglerja po prejšnjih županskih volitvah v Mariboru. Moram pa tu priznati, in priznam, gospod Fištravec je dobil za svojo listo veliko podporo. Ali bodo po 4 letih občani Maribora zadovoljni ali razočarani, pa moramo počakati. Evo, vprašanje, Igor, zate. Ti si Mariborčan, a ste prebivalci Maribora po 4 letih zadovoljni z županovanjem Fištravca ali niste zadovoljni? Ne, v Mariboru je izredno nezadovoljstvo z njegovim županovanjem, predvsem pa so izrazito nezadovoljni mladi ljudje. In tudi to je bilo ena od odločilnih, bom rekel, stvari, ki so mene napeljali v to, da se odločim za kandidaturo. Ampak zakaj recimo so mladi ljudje nezadovoljni po tvoje?
v Mariboru je ena taka sivina, ne, ena apatija, nekritično razmišljanje in mladi, ki imajo svoje ideje, bi radi te ideje spravili naprej in enostavno ne dobijo od župana, županstva te podpore. Božo, zdaj nam, ki nismo iz Maribora, pa imamo radi Maribor, se včasih zdi, da tako v Mariboru umira pri živem telesu. Zakaj imamo tak občutek? Ni tako, jaz sem zadnji srečal po dolgem času Vesno Milek, sredi Gosposke, ko je šla intervju v teater delati in je rekla, Božo, mi, ki živimo nenehno v urbanih središčih, smo vam Štajercem favš. Ja. Lepo vreme, krasni ljudje. Veš, kaj je problem Maribora? Maribor je tako Trst. Težje je delati, je pa zelo fajn živeti. Kvaliteta življenja je, jaz mislim, zelo visoko. In imaš dva Maribora, ne? En se ukvarja sam s sabo, svojimi problemi socialnimi, drugi pa, a veš, tako kot je, ne vem, Matjaž Kek trenira po svetu ali pa pokojni Pandur, ko je režiral od Venezuele do Madrida, ne? Ampak kjer je zdaj ta prav Maribor? Oba dva sta prava. Kaj je rekel? Jančar je rekel, ne, Maribor, ne, človek lahko gre iz Maribora, ne more pa Maribor iti iz človeka. In to je stanje duha. Predin isto pravi, ne? Maribor je stanje duha. Pa oba dva živita v Ljubljani, pa sta Mariborčana. Ne? In prideta, seveda rada prideta, sta vezana. Ne? Zdaj, veš kaj, tu ni kaj velike filozofije. Ne? Maribor kot drugo mesto bi moral bistveno več narediti pri odnosih s vplivnimi javnostmi v Ljubljani. In to je delal nekoč. Jaz se spomnim, ko je šel Jože Jagodnik, bivši poslanec, do Janeza Drnovška, ko je bil predsednik vlade in smo dobili 130 milijonov nemških mark, zakon o tamu. Ja. Franc Kangler, kakorkoli je šel do enega predsednika vlade Janeza Janše in je dobil 19,5 milijona evrov za Evropsko prestolnico kulture. Ja. Jaz ne vem, koliko številk od mobilnih telefonov ima zadnji župan, ne? Ali što je pomembno? Jaz sem prepričan, ko sem videl, vesel sem, da Bojan za svojo stranko pa Igor kandidirajo, ker Bojan pa res dejansko ima vse številke ključnih ljudi v Ljubljani in lahko kogarkoli verjetno dobi na telefon. Zakaj pa ni to? Zakaj pa ni ta sredstva? Ne? Veš, moraš se znati obrniti. In pazi, ne? Ko smo študirali, ravno šnoči smo imeli debato, če se lotimo zakona o Pohorju, morajo ta zakon pripravljati prva liga vrhunsko usposobljenih, izobraženih, prepoznanih intelektualcev iz Maribora, ki so tudi zelo kredibilni v Ljubljani. Jaz ne vem... Pa bojo zainteresirani za to? Ja, bomo že našli, ampak me lovijo kolegi, ne, ki smo med potjo Maribor-Ljubljana in živijo na Pohorju, ampak ne bi se nihče javno izpostavil. Iz aktualnega županstva pa služb okoli tega jaz nikoga ne prepoznam kot takega. Ne? Zdaj, Igor, imeli ste 6 let Kanglerja, 6 let Fištravca, kako zdaj to preseči, kako bi ti to naredil, kako bi ti motiviral te vrhunske posameznike, intelektualce, o katerih govori Božo, da bi bili pripravljeni, kot bi rekel Dejan Židan, nastaviti svoj hrbet za Maribor? Da se malo povrnem nazaj na Božota. Ne? Res je to, kar je Božo govoril o politični moči v Mariboru. Maribor je absolutno izgubil politično moč napram Ljubljane. Ne? Če vzamem župana Fištravca, njegova politična moč ne seže dalje kot do recimo Radvanskega potoka. Ne? Vsi Mariborčani vejo, kje je ta Radvanski potok, ne? To je malo pod Pohorjem. Drugače pa v Mariboru ni vse tak, so dobre zgodbe, ne? Dobre zgodbe v gospodarstvu, dobre zgodbe v kulturi, seveda v športu, ne? Ampak to je popolnoma neodvisno od župana in politične garniture, ki je v Mariboru. Ne? Ja, zdaj, enostavno je treba te ljudi nagovoriti v tem smislu, da želimo vsi nekaj dobrega za Maribor narediti, če se vrnem na tvoje vprašanje, Aljuš. Ampak, ko se jaz sedaj pogovarjam z njimi, nočejo se izpostaviti, ampak vsi govorijo, bomo pomagali, če bo župan. Ne? In teh ljudi je res dosti, so veliki strokovnjaki, ker Maribor ima odlične, čudovite ljudi, strokovnjake na vseh področjih. Ne? In enostavno, ko dobiš ta mandat, potem seveda lahko tudi te stvari delaš. Ne? Ja. Zdaj, kako ljudi po teh 12 letih apatije prepričati, da grejo na volitve? To je pa osnovni problem naslednjih volitev. Ja. Maribor je pred eno, bom rekel, kar zgodovinsko prelomnico. Božo je omenil ta kohezijska sredstva. Ja. Maribor ima vedno najnižjo volilno udeležbo in
enostavno je treba z ljudmi komunicirati, dober program spostaviti in pokazati to energijo, da želiš res nekaj narediti. Zakaj Božo hod več ljudi na tekme Maribora, kot na volitve v Mariboru? Ja, dobro vprašanje. Očitno ljudje ne najdejo svojih kandidatov, ki bi jih potegnili. To je ena od zadev. In jaz tudi prognoziram. Prvi krog je, vse smo zadnjič povedali, vdaji pred 3 tedni, ko smo imeli vdajo v Mariboru. Ja, Prvi krog kaže, da bo v drugi krog se uvrstil Franz Kangler z še nekom. Jaz dvomim, da bo Franz Kangler zmagal v prvem krogu. Ampak vprosti Božo, kje to kaže? Kdo to kaže? Včasih smo rekli, ko to kaže, ko to laže. Kje to kaže zdaj? To so kakšne ankete, ali to je utrip na mestnih ulicah, ali je to bolj nekak, del se zdi? V enem stavku, z volitvami se ukvarjamo od 88. Okay. No, se pravi, ti ocenjuješ. V doma in tujini. Ja. Zdaj, če bi se ocenjujem, na osnovi nekih kriterijev, pokazateljev in občutka zgodovinskega. V prvem krogu bo zmagovalec Kangler, ki ne bo prišel prek 50%, če pa bom pa presenečen. Kdo bo drugi v prvem krogu in potem kdo bo kandidat temu v drugem krogu, je pa ne vemo, ne? Jaz to verjamem, da bom jaz. V redu. To je dobro, ne? Ampak zakaj recimo 7 kandidatov zdaj je? Jaz mislim, da je več, ni več kot 10. Ne vem, jaz vem za 7 kandidatov, lahko da še bo še kakšen. Marsikdo ima interes prepoznavnosti, marsikdo ima interes, da se naredi kandidata iz ulice, marsikdo ima tistih 5 minut slave po Andyju Warholu. Resnih pa ne vidim kaj dosti. Ja, pa še nekaj je tu, glede te apatije v Mariboru. Jaz mislim, da obstoječa politična garnitura to dobro ve, da je ta apatija. Jaz ne slišim pri drugih kandidatih, da bi nagovarjali občane Maribora, da naj pridejo na volitve, ker oni si želijo, da je ta udeležba čim nižja, ker samo tako lahko potem seveda spet dosežejo rezultat, ki je bil na zadnjih volitvah. In enostavno je treba ljudi nagovoriti. Obstoječa politična garnitura pozna to situacijo in jo hoče izkoristiti samo zato v sebi vprit in v prid izredno ozkega kroga interesnih skupin. Kako boš ti recimo, Igor, motiviral ljudi, da bi šli na volitve? Bo šel od vrat do vrat? Kako misliš jih prepričati? Absolutno, zatem v Mariboru kar velik krog ljudi tudi mene pozna in pozna moje delo in moje misli, pa bom rekel odločnost. Drugo je to, kar si že samo omenil, da gremo od vrat do vrat. Tretjo pa je tudi, mi bi želeli čim več mladih spraviti, moja ekipa, čim več mladih spraviti na volitve z temi elektronskimi mediji in bomo tudi na tem veliko delali. Božo, ti imaš 2 mladenki za hčerki, kako se spravi mlade na volitve? Dej kakšno skrivnost nam povej, kako se to naredi? Ja, že sam po sebi je izziv, če gre nekdo prvič voliti, Moja ščerka je 1,5-letna, ena bo pa zdaj. Super. In to je izziv. Zdaj, mislim, da v strukturi volilnega telesa seveda niso nepomembni mladi. Se pa bojim, da je bistveno večji delež starejših. Ja, starejši imajo čas hoditi na volitve. Kako njih zdaj nagovoriti? Mislim, kaj ni manjka recimo v Mariboru po tvoje? Dobro vprašanje. Vse sem prej sam rekel, ključni dve zadevi sta, da mora biti ta župan in hišnik in tisti, ki razmišlja na dolgi rok. Hišnik pomeni, da je mesto urejeno, da ni... jaz vem, kaj župan Janković naredi, to sem slučajno nekoč videl, ko gre po mestu Ljubljana, centru je nekaj zapacano. Čez par ur, župan mora biti tudi hišnik. In točka 2, jaz ne vidim drugega kot župana mesta Maribor, da bi sklical 22 okoliških županov in jim ponudil neko vizijo razvoja Pohorja, ker karkoli, to smo včeraj ugotovili, toliko energije in denarja, kot ga da reka Drava z elektriko, bi lahko dalo brez problema Pohorje s turizmom. In to se dogaja. Zdaj ta Marprom se trudi, Majhenic se trudi, dal je si vizijo, da bo do 2024 izenačil zimski in letni turizem. In so še tu seveda velike svetle slike, kot je teater in vse ostalo. Nekdo mora imeti razvojno vizijo in ponuditi Mariborčanom reči, volite zame, in nekdo mora reči, uredil bom te male drobne stvari, ko vsakoga vsak dan motijo. Vse doma tudi nimaš zamazanega pločnika, ga pometeš. Igor, ti doma pometaš?
Pometam. No, to je Skrbim za okolje svoje hiše. Okay, super. In Veš, seveda, kaj bi bila dobra ideja za kampanjo, tukaj da s Kerham, kako se to reče, z hidravličnim, onim, z Kerherjem. curkom, S Kerherjem, ne, kako se smemo reče po reklame slovensko, na pritisk, visokotlačnim čistilcem ščistimo trg Leona Štuklja, tistih čigumijev. To bi bila dobra kampanja. Pa mogoče bi marsikdo celo prišel, no? Ampak preko, da malo povem v zvezi z kako ljudi privabiti na volitve. Ne? Poglejte, mladi imajo ideje, starejši pa imamo izkušnje. Ne? In Zdaj pa ohranil, prosti Igor, to misel, ker moramo iti na oglase, boš nadaljeval po oglasih. Se vrnemo po oglasih, gledalke in gledalci, ko bomo nadaljevali s komentiranjem bitke za Maribor. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta, se upravičujem, malo mi je glasu zmanjkalo. Z nami sta še vedno Igor Domanko, kandidat za župana Maribora, in Božidar Novak, odličen poznavalec mariborske družbeno-politične scene. Pogovarjamo pa se o županskih volitvah v Mariboru. Igor, prej sem te prekinil, preden smo šli na oglase, prosim, če dokončaš misel. Ja, govoril sem o mladih in sodelovanju z starejšimi. Mladi v Mariboru, jaz se dosti z njimi pogovarjam, tudi moja sinova spadata v to generacijo, imajo ogromno idej, odličnih idej, v katere vključujejo tudi starejše občane. Ampak enostavno se v Mariboru dogaja, da ti mladi zaradi apatičnosti ali pa nesposobnosti županstva, župana, odhajajo iz Maribora v sosednje občine ali pa celo čez mejo in tam uresničujejo te svoje ideje. To se več ne sme dogajati. Ne? In ko bom jaz župan, bodo mladi v Mariboru ostajali in celo v Maribor prihajali zaradi tega, ker bomo roke odprli proti mladim. Ne? Ja. In v teh idejah seveda mladi želijo vključiti tudi starejši. Vse starejši imajo pa ja izkušnje in poznajo te stvari, kako se vodijo. Ne? Absolutno. Zdaj, ti si po stroki si veterinar, ne? Doktor veterinarske medicine. Ja. Doktor veterinarske medicine, ukvarjaš se z uničevanjem golazni. Kaj nam lahko več poveš o svojem delu? Ja, zdaj tale zadnji stavek, ne, sem strokovnjak za uničevanje golazni, je sprožil kar nekaj polemik, ampak enostavno izhaja iz mojega dela. Ne. No, pa tudi kakšna golazna se je verjetno strašila, kar pa tudi ni slabo. Ne? Ja, recimo, da lahko tudi v tej smeri razmišljamo. Ne. Ampak drugače sem jaz zaposlen v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, ki je, kar se tiče Maribora, inštitucija, ki smo jo spravili v Maribor, ni ostala v Ljubljani, ko so se te stvari pred 5 leti zakonsko reševali. Še to je en velik dosežek, bom rekel, tudi vseh nas, ki smo bili takrat v Zavodu za zdravstveno varstvo zaposleni v Mariboru. Ja. Ogromno Mariborčanov, sploh pa recimo župan nas niti enkrat ni obiskal, tega ne ve, ne? Mi zaposlujemo 700 ljudi, Ja. Promet je takšen. To je velika številka to je za en velika, Maribor. za Maribor je to ogromno. Ne? Glavnem delam na področju javne higiene in moram reči, da je tudi zaradi mojega dela moje ekipe Maribor dosti bolj čist in dosti bolj prijazen do občanov, do turistov, do ljudi, ki Maribor obiskujejo. No, to je v redu. Pa tudi verjetno imate kakšno podgano manj, ne? Ja, kar se pa tiče te golazni, ne, izhaja preprosti prevod iz angleških besed. Ne, moram reči, da včasih je moje delo bilo na družbeni lestvici oziroma poklic je bil na družbeni lestvici dokaj nizko. Jaz sem na svoj poklic izredno ponosen, se ga ne sramujem in zato tudi dobro delamo, strokovno delamo in enostavno nimam dobenega problema, da recimo povem, da sem veliki strokovnjak na področju uničevanja golazni. Ne. Lahko pa to seveda se danes v tem kontekstu, o katerem se danes pogovarjamo, mogoče čudno sliši. Pa ni ta namen. Ne. Božo, kako je zdaj s tem? Rabi mariborska politika tudi kaj deretizacije? Jaz sem to danes prvi slišal. Čakaj, to je na Prvomajski ulici, je ta inštitut? Ja, prej se je to vedno reklo zavod iz Prvomajske, danes pa je ta inštitut, ki zajema res ogromno število strokovnjakov in tudi izredno strokovno deluje v Sloveniji in izven. Po teh znanih kandidatih je Igor direktor, edini izmed kandidatov je direktor resne inštitucije, ki ima koliko 700 zaposlenih. Moram popraviti, nisem jaz direktor, jaz sem vodja enote. A vodja enote? Ja, v Mariboru, ja. Pardon. Ja. Skratka,
če gledamo, ne vem, vsi ostali so bili, ne vem, kaj so počeli, vsi ostali kandidati so se vlekli pa pasli po nekih državnih službah, ali pa so bili poslanci, ali pa so bili, eni so bili Imaš ti tudi ta brezposelni. občutek, Božo, da večina teh kandidatov, ki kandidira za parlamentarne stranke, kandidira bolj zaradi tega, ker more kandidirati? Imaš tak Ja, občutek? ne dam občutek, to je dejstvo. Eden od kandidatov mi je celo rekel, da je tak, da bo kandidiral, zdaj ni korektno, da povem kdo, ne, da bo kandidiral, ker so ga določili v Ljubljani. Ne. Pol na naslednjem stavku je rekel, če bi mu dal podporo, da bi on kandidiral kot neodvisen. Vem pa, da ta kandidat nima dostopa do predsednika svoje stranke takrat, ko bi on hotel. Ne. To je pol neugodno. Vse Ja. to je absolutno nehigienično, ne? Da se človek odloči za tako funkcijo, ki je tako pomembna v Mariboru, v regiji, zato da rešuje svoj socialni problem. Ne? To enostavno nam, Mariborčanom, ne? Občanom, ki znamo malo kritično gledati na stvari, enostavno ne gre v glavo. Ja. In to je tisto, kar recimo jaz in pa ljudje, moji somišljeniki želimo, da se spremeni, da temu naredimo konec. Ne? Enostavno tega ne moreš razumeti, ne? Da nekdo želi samo iz lastnega interesa to narediti. Ne? Ja. Zdaj, Igor, si pa tudi družinski človek, kot sam praviš, kako pa družina gleda na to tvojo kandidaturo, te podpirajo? Ja, jaz sem oče dveh odraslih sinov, ki sta študirala v tujini, imela velike možnosti, da se tudi v tujini zaposlita, ampak sta se odločila, da bo ta svojo življenjsko pot nadaljevala v Mariboru in probala tudi generacijsko nekaj narediti v Mariboru. Ne. Super. Ja, Še kaj drugega, kakšni so tvoji hobiji, recimo, kaj počem? ja, po duši sem seveda športnik, ne, Ok. od pete do glave, ne, sem otrok črno-bele barve, ne, v Mariborčani bodo to razumeli. Drugo leto teniški klub Branik praznuje v Mariboru 100. obletnico svojega delovanja. Moram reči, da sem bil del ekipe, ki je pred nedolgo nazaj rešil ta klub, ne, s tako zgodovinsko tradicijo, pomembno športno tradicijo v Mariboru pred propadom, ampak to absolutno spet zaradi ignorance in občinskih veljakov. Ne. Drugače z veseljem ali pa s ponosom oblečem tudi vijolično barvo. Ne. Ja, tako kot danes, recimo. Recimo tako kot danes, ja. Drugače pa spoštujem modro barvo. Ne? Prej je bil omenjen starosta mariborskega novinarstva Jože Jagodnik. Če danes posluša, če me zdaj posluša, bo dobro razumel, kaj to pomeni. Ne? To športno rivalstvo med modro barvo in črno-belo barvo v Mariboru. Boš še nam razložil, ki nismo iz Maribora? Ja, črno-bela barva je barva levega brega Drave, ne, modra barva je barva desnega brega. Na katerem bregu si pa ti? Levi Na levem breg, pol. levi Aha, breg, okej. ja. Seveda naslednica v nogometu je pa vijolična barva. A, razumem, ja. Ja. Zdaj, Božo, če pogledamo, recimo, ne, prej smo rekli 6 let Kanglerja, 6 let Fištravca, je med drugim prinesla tudi 20 kazenskih ovadb za ta prvega, se pravi Kanglerja, pa 4 kazenske ovadbe za ta druga, za Fištravca. Ne. Kako je zdaj s tem? Kako prije do župana v Mariboru, ko ne bo pač državni rekorder po številu kazenskih ovadb? Ja, sej to je več ali manj problem stalnica na teh izpostavljenih funkcijah. Danes smo videli bivši minister, pa tudi župan Kopra ima te probleme, pa župan Ljubljane. Kako priti? A veš, moral bi biti na položaju nekdo, ki si ne želi biti najbolj. Ne? A veš, ne, da ga ostali forsirajo, pa ga prosijo. Nekdo, ki že ima kaj početi, ki je že naredil kariero, in ki ne rabi odplačevati kreditov za svoja 2 sinova, ali pa ki ne rabi si eksistence osnovne urejati. Ne? In koliko vidim, veš, je to zelo zoperno. Ne? Jaz bi vsaj kandidata opozoril, za oba dva zadnja župana in tudi za kakega za nazaj, pa kakega kandidata je zelo naporno za družinsko življenje to, ne? Tako da vsak mora biti pri sebi dosti močen, da se ne loči, da se mu žena ne odseli, da skratka... Ampak recimo Franc Kangler, ne, če njega pogledamo, on je uradno komercialist Radia Ptuj, ne, mislim, da je rekel, da ima 1200 evrov bruto plače. Kako si on lahko privoščil plačati to najdražjo odvetniško ekipo v Sloveniji, ne, odvetniško družbo ali pa družino, če hočeš, Čeferin, v vseh teh postopkih? To verjetno zbuja neke upravičene dvome, ne? Mal dvigneš obrv, ko to slišiš. To ne vem, jaz dosti pogosto
pogosto srečujem gospoda Kanglerja in on je tudi, mislim, da svetnik, da je tudi ima neko svojo stranko in ne vem, kaj, tudi buče goji, ali kaj dela, pa seno, pa krave. Prašiče redi, ja, ok. No, On ne bi bil vem, verjetno ali pa kaki- se je zmenil na rezultat, na uspeh s Čeferini. To je Mogoče, možno. ja. Kaj ti praviš na to, Igor? Ja, on bi bil verjetno kaki dober gospodarstvenik v Mariboru, ne, ki zna eno tono se naproda za 100.000 evrov ali pa ne vem koliko buč, ne, tako da bi mogoče bilo boljše, da se usmeri v to smer v Mariboru in na ta način Mariboru pomaga. Bi pa Praviš, rad- da je iz iste šole, ko Uroš Rotnik, ki je tudi z mamino solato predelal milijon mark, ne? Ne, to zdaj ne vem točno, kjer je šola. Draga, mora biti ampak- dobra solata. Ja. Ja, ja. Ampak bi rad tu še Izvoli. nekaj dodal. Ne? Recimo, osnovni problem zadnjega župana, ne, oziroma zdajšnjega župana je ta, ne, da on rešuje svojo eksistenco z tem županovanjem, seveda pa od zadaj stoji neka skupina, ozka skupina ljudi, ki absolutno interesno gledajo in je on od njih odvisen. Ne. Tudi vsi ostali, bi rekel, politični kandidati drugih strank ne imajo od zadaj to navezo, ne, da je treba županovanstvo voditi v smeri nekih ozkih skupin, ozkih političnih skupin pa interesov. Tako da tudi to je treba presekati. Ne. Jaz smatram, da je to popolnoma možno, ne, z neko voljo, z neko odločnostjo in seveda z dobro ekipo in programom. Absolutno. Ja. Zdaj, Božo, ne, Fištra, ko se je pojavil v politiki, se nam je zdelo, da ne zna šteti do 5. Ne? Ampak Večer, recimo, ki ga je zelo podpiral pri prvi kandidaturi, pa tudi pri drugi za župana, zdaj poroča, da bi naj svojo kampanjo leta 2014 nezakonito financiral. Imamo pripravljen tudi ta izsek iz časopisa Večer, iz članka, kjer to o tem pišejo. Evo ga, ne. Družbi za strateško komuniciranje EPR in agencija Odmev v lasti Damjana Nacevskega sta v mandatu župana Andreja Fištravca od občine dobili okrog 100.000 evrov brez enega javnega razpisa. Del tega denarja naj bi bil namenjen tudi za poplačilo storitev za Fištravčevo volilno kampanjo leta 2014. 100.000 je velika številka za en Maribor, Božo, ne? Ja, daj, če se lahko odgradim od komentiranja tega. S Fišravcem sem imel taka ali drugačna razmerja še na ZSMS-ju v Jugoslaviji. Ja. Damjan pa je bil v službi pri nas na Spemu pred enimi 15 leti, tako da karkoli komentiram, neobjektivno, ne. Okay, ampak dobro. vse Večer je pa povedal marsikaj, no. Večer je povedal marsikaj. Igor, kaj ti praviš na to? Ti poznaš te ljudi? Bi ti kot župan Maribora jim dal 100.000 evrov brez javnih razpisov? Absolutno ne, ampak rad bi dodal tukaj, da recimo jaz župana Fištravca, lahko zdaj celo rečem Andrej, ne, osebno dobro poznam. Poznam ga izpred leta 2012, to je njegove misli, njegove ideje so bile za poslušati, so bile občudovanja vredne, mislim, so stale, ne, v nekem družbenem okolju, in ko je on prevzel županstvo, se je spremenil, po domače povedano, za 180 stopinj. On si je obdal en royalistični sij, jaz temu pravim. Gre se tale županski turizem, jaz pravim, ne, jaz mu kar rečem župan turist, ne, in pustil vso uničo oziroma upognil svojo hrbtenico enemu temu lobiju od zadaj, ki za njim stoji, in seveda s tem absolutno uničuje Maribor, onemogoča razvoj Maribora. Tako da iz tega zornega kota enostavno človek ne more razumeti, da se, bom rekel, ker ga dobro poznam, lahko rečem tudi prijateljskega, ne moreš razumeti, da se lahko človek, ko sprejme to funkcijo, tako spremeni. Zdaj, Igor, ti kandidiraš na listi Bojana Požarja, ste to sami tenisači na listi ali so tudi kakšni drugi ljudje? Ne, jaz mislim, da je zelo, ne, jaz 2 ali 3 tenisači, zdaj si me dobil malo na tej številki, ampak so mladi ljudje, so starejši ljudje, v glavnem so ljudje, ki jih jaz dobro poznam, v katere jaz zaupam. In absolutno stojim za njimi, da ko bomo začeli delati v županstvu, da bo to potekalo tako, kot si vsi Mariborčani želimo. Če lahko, ne. Glej, Američani imajo en izraz, ki bi ga prevedli, tudi v poslovnem svetu učijo to, ne. Tako bi ga prevedli najlažje v pojem od veljaka do bedaka. Jaz sem nekoč o tem pisal. Na Harvardu celo poučujejo, kaj narediti, da se ti ne zgodi, da ko si na vrhuncu kariere, da padeš na zobe. In ne, to se očitno marsikomu zgodi v politiki. Po 5 letih je že redko kdo, težko je normalen, po 2 mandatih je malo kdo, ne. Prvič moraš se vedno obnašati tako, kot si se prej,
ne smeš pretiravati v ničemer, ne pri družini, ne pri ljubicah, ne pri avtih, ne manj moš potrošiti, ko imaš možnosti. Ne? In drugič, ti vedno malo goljufaš pri sebi ali nazven, da prideš na vrh. Ko pa te nihče ne vidi, ko pa prideš na vrh, pa moraš takoj nehati početi vse sumljive ali pa vse malo sumljive aktivnosti, ker si na pregledu, ker te vsi vidijo na vrhu. Ne? In to slovenski politiki še niso temu, nekaj izjem niso temu rekli. Če bo Igor izvoljen, jaz mislim, da za njega ni tega problema. On je naredil kariero, ima familijo, športnik je, športom se ukvarja, ne, da mu ne bo v glavo vstopilo. Jaz mislim, da je tak tip, da mu ne bo v glavo vstopilo. Sigurno ne. Jaz moram za sebe reči, ne to lahko rečem, ne, da enostavno se mi ne zdi, da stopam v politiko. Mogoče bodo to zdaj ljudje narobe razumeli, ampak jaz sem postal aktivni občan, ki želi nekaj na tem področju narediti. Jaz tudi lahko rečem, da imam odlično službo. Ne? To vsakemu rečem in enostavno, ko se človek odloči za to pot, da obrne takšen list v svojem življenju, gre samo zato, ker želi nekaj narediti. Ne? Želi enostavno presekati. Zdaj upal si bom tudi reči, ne, želim malo vzor postati vsem ostalim, ki bi radi ta pristop naredili, pa nekako ne naredijo. Ne. Tudi sam sem bil dosti krat v tej poziciji. Ne. Druga vrsta, prva vrsta, bi šel naprej, ne bi šel naprej, ampak z mojo kandidaturo bi rad marsikomu ali pa večini tistim Mariborčanom, ki so zdaj malo kritikanski, naj pogledajo kritično in naj stopijo malo naprej in naj pomagajo oziroma stopijo na to stran. Ne. V prvo vrsto. Kaj bo recimo tvoji glavni projekti, na čem boš baziral svoj mandat, če boš izvoljen? Vsekakor to, da se bom projekt mladih, ne, to je tale socialno podjetništvo, ki ga mladi zelo preferirajo. Ne. Mi bomo sicer objavili tole naš program, ko bomo objavili tudi vse kandidate in mojo ko bomo vložili, to je 17. Lahko pa, jaz sem že na svoji konferenci, ko sem se predstavil kot kandidat, povedal par točk, ne, ki izhajajo iz tistega, kar si Mariborčani res želimo, kar Maribor potrebuje. Ne. Ena od teh, recimo lahko rečem za mlade, tako kot sem že prej rekel, noben mlad ne sme več iti iz Maribora zato, ker nima v županstvu podpore. Privabi tudi mlade drugo je lokali, ogromno lokalov v Mariboru, ki so v večinski lasti, je praznih. Kar je absurd, ne, zdaj, če bi malo karikiral, ne, grejo turisti po Gosposki, po Koroški, kjer so ti prazni lokali, gor so obešene tile časopisi, ne, pokrivajo izložbe in potem turisti iz Japonske, iz Koreje gledajo, pa pravijo, kaj pa je to, ne, pa dobro, da imamo iznajdljive vodiče in rečejo, ja, to pa je tale kulturni performance, ne, pa vprašajo, kaj pa pravijo oni, ja, za nič klobuk, ne, potem pa vsi slikajo. Ne. Prav. Ja. Bomo zdaj tu zajeli malo sapo, ne odhajate gledalke, gledalci, vrnemo se po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Božo, kaj boš položil Mariborčanom na srce? Maribor si zasluži resnega in dobrega župana, takega, ki bo naredil toliko denarja iz Pohorja, kot ga Drava zdaj pridobi iz elektrike. Igor, kaj praviš na to? To lahko samo jaz dodam, da ogromno tega denarja odleti v Ljubljano, zato bi bilo dobro, oziroma jaz se bom zavzemal in lista se bo zavzemala za to, da bo sedež holdinga v Mariboru. Ampak rad bi dodal samo še to, ne? Maribor je čudovito mesto. Ne? V Mariboru živimo čudoviti ljudje, Maribor ima tudi izredno dobre inštitucije, v Mariboru so odlični posamezniki z ogromno energije, z sposobnostmi, ki si želijo več in tem bom jaz kot župan dal to drugo priložnost, da bodo lahko ustvarjali v Mariboru. Maribor smo mi vsi za to glavo gor, ne? Prav, pa verjetno pejte na volitve, ne?
To pa absolutno, mislim, to pa je tisto, ne, kar je osnovni moto, ne, privabiti oziroma spraviti volivce na volitve. Prav, Igor Domanko, kandidat za župana Maribora na listi novinarja Bojana Požarja in Božidar Novak, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila mariborska 180. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali veliki pohod Dejana Židana na čelu SD. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.